En razlog reči, da še do dobro stvari še en razlog, ker še nekrat se bolj opet, zdaj pomorš na Dober dan vsem skupaj na februarskem pogovoru, srečanju Alzheimer kafeja, pogovorih o demenci. Vse vas lepo pozdravljam, posebej prijazno in toplo pa v naši sredi pozdravljam dr. Petra Pregla, doktorja medicine, specialista psihiatrije, predstojnika katedre za psihiatrijo na medicinski fakulteti, drugače pa zaposlenega tudi na psihiatrični kliniki v Polju. Sem vse prav povedala? Ja, vse prav. Ja. Vse prav, mikrofon. Ja. Bom prosila za to, da se bomo slišali, tako da po daljšem času gostimo spet zdravnika, govorim kot o profesiji in seveda prepričana sem, da nekoga, ki nam bo danes ponovno z tega vidika lahko povedal veliko zanimivega. Letos se zdravniki še nismo srečali, tako da vidimo, da tudi na tem področju vlada pomanjkanje in jaz sem zelo vesela, da si je dr. Pregl vzel čas, da bo današnje pozno popoldne delil z nami in tudi svoje izkušnje, dolgoletne izkušnje na strokovnem področju, tako da sem prepričana, da bomo lahko izvedeli veliko zanimivega. Midva sva se dogovorila, da bo naš današnji pogovor potekal tako, da bo na začetku rekla tem slikovno obliko, da ne bom rekla grše besede, se nekako bo dr. Pregl sprehodil skozi vse vidike demence, potem bomo pa nekako po 40-45 minutah dobili besedo mi, za vprašanja, za pojasnila, skratka za vaše izkušnje še tisto. Mogoče pa se lahko dogovorimo tudi to, če bi vmes bilo že kakšno vprašanje, da lahko dvignete roko in naj jo tudi prekinete, vprašate, da ne bomo potem na koncu, ali pa da se ne bo komu zgodilo, da bi kaj pozabil. Ja. To danes ne smemo. Ravno hotel reči, ja, tako da, ker govorimo o spominu, takoj, ko pride vprašanje, najboljš ga povedati, ne? Ker če ga začnemo shranjevati v spominu vprašanje, kje se je zgodilo, tako da... Nam se res lahko zgodi, tako da res priporočam kar lepo, če se vam poraja kakšno vprašanje vmes, ne bo nobene težave tudi na takšen način. Evo, tako da jaz bi mogoče na začetku še to rekla, ne, ko sem dr. Preglu postavila vprašanje, ko sva se spoznavala po elektronski pošti, ne. Če lahko še kaj pove o sebi, je pač in o svojem preživljanju časa, ki ni povezan z stroko in strokovnim delom, in napisal tega je pa tako malo, tako da se kar najbrž bomo strinjali, da je najbrž temu tako, ampak nekaj stvari ste mi pa naštel, morda za začetek, da prebijemo to in da vidimo, da imamo res danes enega zelo simpatičnega gosta, kaj pa je vendarle tisto, s čemur namenjate čas, kadar ni samo strokovno delo. Treba se je malo sprostiti včasih, ne? Ja, malo seveda družina na prvem mestu, potem pa tudi kakšna potovanja skupaj, včasih grejo tudi s prijateljkam okrog, tako da to je tisto, kar je nekako izpolnjuje potem tisti prosti čas, kadar ga je kaj. Ja. Napisal ste pa mi en poseben hobi, spuščanje s kanujem, ne po divjih, ampak po zmernih vodah, ne, torej zmerno. Ja, to so tiste zmerne, da ni treba lih preveč veslati, pa da samo gre, ne, hkrati pa, da ni preveč nevarno, da bi tam kakšne skale se s kanujem preblizu srečale, tako da, take zmerne vode, ja. Sem vesela tega, no, tako da vam polagamo na dušo zmernost, kajti eden od naših res ljubih gostov, dr. Aleš Kogoj,
je pri plezanju se poškodoval in mislim, da je res ta vrzel izjemno velika, a ne, vidva sta bila tudi sodelavca v bolnišnici, ne, psihiatrični, tako da najbrž ga res zelo pogrešate. Ja, on je pač v Sloveniji veljal za enega največjih strokovnjakov na tem področju in so bila dobra prijatelja in kolega, tako da tukaj je ena velika vrzel nastala, odkar ga ni med nami in sodeloval je tudi pri različnih izobraževanjih, učbenikih, tako da ja, ga pogrešamo. Še tole bova mogoče preden greva na prezentacijo. Eno od mojih vprašanj zdaj tur je bilo tisto, kar nas vse zelo teši, ne. Zato sem tudi vprašala o tem, kako pravzaprav kadrovsko ste najbrž res podhranjeni, ne. Kolikšna je čakalna doba, če bi zdajle mi dobili pri splošnem zdravniku napotnico, da moramo iti na pregled ali pa da je sum demence ali pa Alzheimerja, da to mislim, da je prav, da poveva, ker jim pogledamo resnici v oči. Ja, v Sloveniji nas je 200 psihiatrov, ne, za 2 milijona, ne. To je nekje, če se primerjamo z Evropsko unijo, nekje 63% povprečja Evropske unije, ne. Zdaj, kar se še dodatno pojavljajo težave, je to, da je razporeditev po Sloveniji neenakomerna in pa da se s težavami, ki se pojavljajo na področju psihe v starosti, ukvarja relativno malo psihiatrov. Tako da je zaradi tega so te čakalne dobe tam okrog pol leta, ne, kar je za nekatere težave, ko bomo videli potem vzroke demence, lahko predolgo, ker zamudimo tisto ustrezno okno, začetno, ko bi lahko v bistvu hitreje pomagali, ne. Tako da tukaj zaenkrat ni videti kakšnega prav izgleda, da bo kaj drugače v prihodnjih letih, ker število ljudi z demenco v Sloveniji narašča in to eksponentno, nelinearno, število psihiatrov nas je pa enako, ali pa še kakšen manj kdaj. Tako da, ja, žal je, to je pač stanje, trudimo se, kolikor je možno. Jaz bom prosila, če boste vseeno dali bližje mikrofon, ker se mi zdi, da tam zadnji se lahko slabo sliši. Izvolite, evo. Če je sploh ozdravljiva demenca? Ja, kot bomo videli malo kasneje, demenca je v bistvu sindrom. To je skupek različnih težav, ki se pojavljajo. Zdaj, vzroki demence so pa zelo različni in jih je, kot bom pokazal, potem enih 200 različnih bolezni, ki lahko privedejo do demence. In od tega so nekatere bolezni povsem ozdravljive in jih je mogoče zdraviti, tudi ozdraviti in tudi odpraviti demenco. Tako da vsaka demenca ne pomeni, da bojo šle težave samo na slabše, ampak je možno nekje tam okrog 10% ljudi, ki ima posebne oblike demence, jih je mogoče povsem odpraviti. Tako da zaradi tega je tudi to pomembno, da se odkrije morebitni vzrok, ki se ga da zdraviti, da ne čakamo predolgo, kako enkrat narejena že velika škoda, potem je težko, tudi če bi dali neko zdravilo, to odpraviti. Jaz bi še to vprašala, večkrat sem že razmišljala, ko se splošni zdravnik odloča, ne, kam bo poslal nekoga z sumom te bolezni, kako se odloča, kdaj pošle k nevrologu, kdaj pa pošle recimo k psihiatru? Ja, zdaj, demenca sama je psihiatrična motnja, ne? Se pravi, to je ta sindrom, da ga ugotovimo. Potem pa, ko enkrat ugotovimo in posumimo, kaj bi bil vzrok, je pa odvisno potem poslati kam nekoga, odvisno od tega, kaj je vzrok. Najpogostejši vzrok je Alzheimerjeva bolezen in s tem se ukvarjajo tudi nevrologi, ker je to nevrološka bolezen. Lahko pa nekdo z demenco potrebuje recimo obravnavo pri specialistu, ki se ukvarja s ščitnico, če bo recimo motnja v delovanju ščitnice. Se pravi, najprej treba ugotoviti, ali gre za demenco, zato smo nekako psihiatri najbolj poklicani, potem pa glede na to, kaj je vzrok demence. Potem pa zdravi to tisti, ki je za to področje bolj specializiran. Odvisno od vzroka. Dobro, zdaj mislim, da ne bomo več prekinjali in začnimo lahko za vašo
prezentacijo. Bom jaz kar ostal, tako da se vidimo, mogoče tlele dol stopim, da bo nekaj o demenciji nasplošno, prepoznavanje demence, potem bomo malo govorili o teh zapletih demence. Včasih sama demenca niti ni tista, ki povzroča največ težav osebi ali pa svojcem, ki skrbijo za tako osebo, ampak so lahko tiste pridružene, predvsem vedenjske motnje, kjer je neko neprilagojeno vedenje privede do stisk svojcev predvsem, lahko pa tudi samega pacienta z demenco. In potem nekaj na kratko obravnavi tistih najbolj pogostih oblik demence. Pa če kar začnemo z demenco. Rekli smo, da je to sindrom, se pravi skupek enih težav. Ni to samo motnja spomina, ampak je še marsikaj drugega zraven. Zdaj, najprej moramo ugotoviti, da nekdo sploh ima demenco. Ni nujno, da ima. Če ima nekdo težave s spominom, še ne pomeni, da ima tudi demenco. Zdaj, kaj je lahko? Lahko je simuliranje. Nekdo bi moral iti recimo v zapor ali pa bi, ne vem, se rad upokojil ali kaj podobnega, pa bo recimo rekel, da grozen pozablja in da pač ima demenco. Ampak to malo drugače zgleda. In se da to z enimi testi ugotoviti. Potem druga možnost, gre za benigne starostne spominske motnje. Vemo, da nekje spomin, zlasti ta besedni spomin, počasi peša. Nekje tam po 20. letu se začne. Se pravi, relativno hitro. Zadnjič so nas gor v Cambridgeu testirali, so nam kazali filmske igralce, vsi smo se spomnili, v katerem filmu je igral, ampak imen pa ni bilo kjer več. Tako da kako si pol pomagamo s tem, da se to ne opazi, imamo več sopomenk. Če mi nekdo pokaže svinčnik, bom rekel svinčnik, lahko bo to kuli, lahko bo kemični svinčnik ali kaj podobnega. In tudi, če se ne bom spomnil vseh teh besed, kakšno se bom pa že spomnil, pa bom povedal. Težave so takrat, kadar se moramo spomniti kakšnega imena, pa ga ni nikjer. Potem je duševna manj razvitost. Lahko se te težave s spominom pojavljajo že od otroštva naprej. In takrat se bo ta spomin lahko te težave pojavljale že prej in ko kasneje vidimo, ko je nekdo že v starejših letih, lahko je imel že prej težave, pa se zdaj sploh ne pojavljajo, lahko pa prihaja celo do kombinacije, da nekdo ima že prej duševno manj razvitost in potem se še nacepi demenca zraven. Lahko je delirij. Delirij zmeri pomislimo na alkohol in mislimo, da je nekdo pil zato, da dobil delirij. V starosti v bistvu se pojavlja zelo pogosto delirij, vendar ne zaradi alkohola. Pogosto se recimo vidi delirij, ko nekdo ne pije zadost. Starost je recimo občutek za žejo kani in potem se kar naenkrat zgodi, da nekdo popije recimo pol litra vode, tekočine v celem dnevu, prihaja do dehidracije in recimo do motenj spomina in pa zraven še kaj drugega, lahko ima celo privide, lahko ima kakšne druge težave. Hitro nastane, motnja je tudi zavesti, lahko misli tako, kot da je čisto v enem drugem filmu in tu ne gre za demenco, ampak je potrebno potem vzrok odpravljati. Potem imamo eno zanimivo psihično motnjo, ki se reče amnestični sindrom, tukaj je pa res samo spomin moten. Vse ostalo gre v redu, vidi se recimo pri težavah, če nekdo dolgo leto zlorablja alkohol, lahko pride do tega. In on tudi pogosto prihaja do tega, da pove neke zgodbe, vendar niso resnične. Je pa zelo pomembno, da sem prav rdeče dal depresija. Depresija lahko v začetku zelo podobna demenciji. In imamo včasih hude težave, da ločimo, a gre pri nekomu za depresijo ali gre pri nekomu za demenco. Sama prognoza, kako bo potekala psihična motnja, je pri depresiji bistveno boljša kot pri demenciji. Saj v večini primerov to velja, ker z depresijo lahko zdravimo. In ljudje za prvo razliko, ki imajo depresijo, pogosto govorijo, da imajo težave s spominom. Ljudje, ki imajo demenco, pa pravijo, da jih nimajo. Zlasti takrat, kadar že malo napreduje. Dobro, kaj je demenca? Odvisno kam pogledamo, v različnih slovarjih nekoliko različno. V slovenskem medicinskem slovarju je pa tako hujši upad ali izguba intelektualnih ali spominskih sposobnosti, mentalna deterioracija hujše stopnje. Nič nam še ne povejo Alzheimerjevi bolezni, nič še kaj drugega, se pravi en skupek težav, ki se pojavljajo. Se pravi, različne težave jih združimo skupaj in takrat govorimo o demenciji. Potem pa iščemo še kaj vzrok demence.
Prav, to so pa različne bolezni, ki so do tega stanja prišle. Demenca je v bistvu samo opis nekih težav. Če pogledamo, katere težave se še pojavljajo. Poleg težav s spominom, upad spominskih sposobnosti, se pojavljajo še osiromašenje mišljenja, težave z orientacijo, nekdo ne ve, kje je, najprej se recimo pojavljajo težave s časovno orientacijo, ne vejo, kjer datum je, kjer dan v tednu je, potem računanje, učenje, govor, presoja, podpišejo kakšno pogodbo, pa ne bi bilo potrebno, ali pa dajo recimo podpis kar na prazen list, pa pol lahko sosed karkoli gor napiše, ne. In prizadete so tudi vsakodnevne dejavnosti. Zdaj, za razliko od te blage kognitivne motnje, tam sprašujemo ponovadi te stvari, kdo plačuje položnice doma, ali je sposoben še se peljati z avtobusom v soseden kraj, a sam jemlje zdravila, koliko telefonskih številk ve kaj na pamet, ne. Če so te stvari relativno v redu, potem je malo verjetno, da gre za demenco. Zraven se pa lahko še pojavljajo drugi zapleti, kot so razne vedenjske težave, čustveni izbruhi ali kaj podobnega. Zdaj, glede na vzrok, delimo potem demence okrog tega, kaj je tista bolezen, ki je pripeljala do teh težav. Najpogostejša bolezen, ki pripelje do demence, je Alzheimerjeva bolezen, druga najbolj pogosta je pa tako imenovana možgansko-žilna bolezen, tu pa gre predvsem za mašitev žilic, ki prekrvavljujejo možgane in zaradi tega, ker je premalo krvi, možgani ne dobijo dovolj sladkorja, ki je edini vir energije v možganih in pa kisika, in zaradi tega potem prihaja do motenj v delovanju možganov. In odvisno, kater predel je prizadet, se kažejo različni simptomi. Lahko bojo bolj prizadete težave z govorom, lahko bojo bolj prizadete težave s spominom, lahko se pojavlja tudi demenca pri nekom, ki sploh nima težav s spominom, pa gre za demenco, ker so druge funkcije prizadete. Pomembno je seveda zgodnje odkrivanje, ne. Tukaj je ena možnost seveda svojci, okolje, tisti, ki so najbolj blizu njih, potem pa osebni zdravnik na primarnem nivoju, psihiater in potem ambulantno, bolnišnično, redko potrebno, ne. Prav, kako hitro odkrijemo, je tudi boljša prognoza. Zdaj, ravno zaradi teh težav, ko smo omenjali glede čakalnih dob in drugih stvari, je saj s tistimi resursi, ki jih imamo, smiselno, čim bolj smiselno in čim boljše izpeljati diagnostičen postopek, da se ne izgublja čas. Zato smo tudi s profesor Kogojem pripravljene smernice za obravnavo ljudi z demenco, ki so namenjene predvsem osebnim zdravnikom, da vejo, kaj lahko v tistem času, ko se čaka na pregled pri psihiatru ali pa neurologu, že opravi. Določene diagnostične postopke je možno takrat speljati in potem, ko nekdo že pride z izvidi, je ta postopek hiter naprej, glede samega zdravljenja, da potem ne izgubljamo časa še z napotitvijo na slikanje glave in kaj podobnega. Se pravi, najprej diagnostični postopek ugotavljanja demence. Moramo videti, da ne gre za kaj drugega, ne gre recimo za depresijo, pa bi nekoga zdravil za demenco, v resnici je imel pa depresijo. Uporabljamo tudi razne teste, eden je ta kratek preizkus spoznavnih sposobnosti, ali pa uporabljamo recimo test risanja ure, ta je še bolj enostaven, to lahko tudi doma izvedete. Rečete pač nekomu, ki ima težave s spominom, da nariše uro, tako s kazalci, ki bo kazala 10 minut čez 11. In potem vidimo, ako pravilno postavi kazalce, ali mu to pač ne uspe. Potem pa, ko enkrat to ugotovimo, moramo videti, da ne gre za kaj drugega. Tu so recimo podatki iz psihiatrične klinike, iz urgentne psihiatrične ambulante, za starostno skupino nad 65 let, in vidimo tele stolpce, zelo izstopa je ta moder stolpec, ki kaže te organske psihične motnje in sem noter sodijo demence. Druga najbolj pogosta skupina pa so razpoloženjske motnje in sem noter sodijo predvsem depresije. To dvoje je tisto, kar je najpogosteje prisotno pri nekom v tej starostni skupini. To se pravi, ko smo enkrat ugotovili, da gre res za demenco in ne gre za kaj drugega, potem imamo pa še cel kup bolezni, ki lahko to povzročajo. Tle je zelo namehno napisano, zaradi tega, ki jih je zelo veliko. In najbolj pogoste, Alzheimerjeva bolezen in možgansko-žilna bolezen, vidimo pa še cel kup drugih, kakšne so take, ki se jih da relativno dobro zdraviti, recimo pomanjkanje B12 vitamina. Če nekomu manjka ta vitamin,
ga pač damo v obliki injekcij in demenca se odpravi. Ne. Zdaj, zakaj je ta vitamin tako pomemben, pa nekakšen drug? Ne? Problem je, da se mora vezati na eno posebno beljakovino, da lahko vstopa v kri. In tudi, če ga vi pojeste cele žlice doma, če nimate te beljakovine v želodcu, vam nič ne pomaga. Ne? Tako da, recimo, to je en tak primer, kako je mogoče demenco odpraviti. No in potem, ko tole ugotovimo, je del tistih demenc, ko jim rečemo reverzibilne demence, in pri teh je pričakovati, da se bo tudi demenca odpravila. Če pa gre recimo za Alzheimerjevo bolezen, ki je najbolj pogosta, takrat pa se te težave običajno stopnjujejo s časom, poteka nekje tam od 2 do 10 let, da pripelje do popolno hudega upada spoznavnih sposobnosti. V začetnem stadiju so tiste bolj blaže težave s spominom, potem v napredovalnem bolezni se težave s spominom stopnjujejo do te mere, da nekdo ni več kritičen do tega, bo rekel, da jaz nima nobenih težav s spominom, pa se bo v bistvu te težave stopnjevale naprej. Potem se pa v tem nadaljevalnem končnem stadiju pa pojavljajo tiste težave, recimo okrog hoje, hranjenja, nekdo tudi vemo, da je tudi hranjenje v bistvu naučeno in nekdo lahko ne ve, kaj narediti s tisto hrano, ki jo dobi v usta, kako mora prežvečiti, jesti. Prav te čisto osnovne težave, samo skrb ni več možno. Ja, kaj so dejavniki tveganja za razvoj Alzheimerjeve bolezni? Ne? Največji dejavnik tveganja je nesreča starost. Ne? Nekateri pravijo, da je to cena, ki jo naši možgani plačajo za dolgo življenje. Ne? To je tisto, kar je največji dejavnik tveganja. Potem so pa še razni drugi, genetski in tako naprej. Alzheimerjeva bolezen ni dedna bolezen. Ne? Je pa določeni geni so poznani, jih je možno zdaj tudi določati. Samo vedno se moramo pol vprašati, kaj pa potem. Ne? Kaj, če zvem, da imam 30% večje tveganje za Alzheimerjevo bolezen, a lahko kaj naredimo okrog tega? Prav veliko ne. Zaradi tega v medicini zmeri moramo vedeti, preko delamo nek test, kaj bomo potem z rezultati. Ne? Če ne bojo kaj dosti vplivali, potem tudi nima smisla to početi. Ja, takole po starostnih skupinah narašča tveganje za demenco. Tlele gor so vsi tipi demence, to je tale zelena. Ne? Vidimo, da višja kot starost, večja je verjetnost, da se bo pojavila kakšna demenca. Tem zaradi možgansko-žilne bolezni nekoliko naraščajo, potem se pa ustavijo, medtem ko tale zaradi Alzheimerjeve bolezni pa narašča s starostjo. Ampak, če pogledamo potem, kakšen pa je delež, recimo nad 90 letom, nekje 35%. Ne? To ne pomeni, da bojo vsi zboleli za demenco, tudi če so 90 let in več stari. Ne? Tam nekje okrog 5% Japoncev v tej starostni skupini še dela. Ne? Prav, verjetno nimajo demence. Ne? Zapravo, ta prehod, ne, je s starostjo večji. Ne? Dobro, potem imamo še te mešane oblike, kjer se pojavlja hkrati Alzheimerjeva bolezen in možgansko-žilna bolezen, in tudi preventiva Alzheimerjeve bolezni je zelo podobna preventivi možgansko-žilne bolezni, se pravi skrb za naše zdravo srce in žile je pomembno tudi za preventivo Alzheimerjeve bolezni. Če se pogledamo še, kaj se lahko še zraven pojavlja v poteku demence, lahko se tudi pri nekom, ki ima demenco, v začetku pojavljajo razpoloženjske motnje, zlasti depresija. Ko se nekdo zaveda, da ima težave s spominom, ga lahko že to samo dejstvo spravi v stisko. Potem se začnejo težave s spominom, vedno hujše, samostojno funkcioniranje je vedno bolj okrnjeno, potem se pojavljajo te vedenjske težave, ki bomo nekoliko bolj podrobno pozneje pogledali, in pa potem motorična funkcija je lahko okrnjena, to je pa že samo gibanje, nekdo enostavno lahko pozabi, kako narediti korak naprej, se boji narediti korak naprej, ker ne ve, kako sploh bi hodil in kam mora iti. No, možnosti zdravljenja, ne? Tako, ko imamo v psihiatriji, eno so zdravila, te biološke metode zdravljenja, potem psihoterapevtske in pa socioterapevtske metode. Ne? Se pravi, pri demenci pride vse to upošteva. Ne? Niso samo zdravila, nimamo nobenega čudežnega zdravila, ki bi lahko odpravila demenco, razen pri tistih, ki smo rekli, kjer se da nadomeščati recimo kakšne hormone ali kakšne vitamine ali kaj podobnega.
Za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni so pri nas registrirana 4 zdravila in podobno tudi v svetu. Ni kakšnih drugih zdravil, ki bi bila dostopna v svetu, pa bi bila dokazano učinkovita in jih pri nas ne bi bilo mogoče dobiti. 3 zdravila so tako imenovani inhibitorji acetilholinesteraze. Eno zdravilo je pa inhibitor enih receptorjev za glutamat, to je za en živčni prenašalec v možganih. Zdaj, inhibitorji acetilholinesteraze delujejo zelo podobno kot živčni bojni strupi. Acetilholinesteraza je tudi drugače najbolj proučevan encim na tej zemeljski obli, ampak tele zdravila delujejo bistveno bolj blago in vplivajo na to, da se bi zvišal acetilholin, to je živčni prenašalec, ki ga je pri ljudeh, ki imajo Alzheimerjevo bolezen, premalo v možganih. In s temi zdravili poskušamo zavreti, da se ne bi razgrajeval in da bi več časa ostal v možganih. In s tem se tudi potem lahko vsaj za nekaj časa, za nekaj let zavre napredovanje demence, tudi pri Alzheimerjevi bolezni, ki je sicer zaenkrat neozdravljiva. Ja, diagnosticiranih je relativno malo ljudi z demenco, še manj zdravljenih in še to prejemajo relativno kratek čas zdravila. Dostikrat prihaja do tega, da ali se opusti, ali se pozabi, ali ni svojca, ki bi lahko ta zdravila dajal. Kadar gre za demenco, ki potrebuje zdravljenje, običajno morajo svojci skrbeti za zdravila, ker nekdo, ki bi sam jemal ta zdravila, se zna zgoditi, da jih bo vzel preveč ali pa jih bo pozabil vzeti. Kaj pa lahko sami naredimo za ohranjanje spomina? Telesna in psihična aktivnost, čim dlje. Ugotovili so, da tisti, ki ne grejo nikoli v penzion, to so bile recimo redovnice v Združenih državah Amerike, tudi so imele spremembe na možganih, ampak demenca se pa ni pokazala, ker so morali, ne grejo v penzion. Mogoče se zdaj tukaj spremenilo. Prehrana, čim manj holesterola, ampak veste, holesterol je lih dober, tako da tisti radi jemo, kjer je veliko holesterola notne, in pa poiskati pomoč, ko je to potrebno. Ne prezgodaj, jih takrat, ko bo to potrebno. Možgansko-žilna bolezen, se pravi druga najpogostejša oblika demence. Tu je pa potrebno skrbeti za krvni pritisk, da je čim bolj urejen. Krvni pritisk nič ne boli, če je previsok pritisk. Ljudje se še celo boljš počutijo, če je nekoliko višji pritisk kot prenizek, nekaj malo več energije. Ampak okvarja pa žile. Potem holesterol, krvni sladkor in pa druge bolezni, ki lahko prizadanejo žilje. Se pravi, če se to nekako skrbi za te stvari, je potem verjetnost, da bo prišlo do okvare žilja manjša. Področje motenj vedenja, to je tisto, kar se ob demenci pojavlja. Se pravi, še določene težave, ki jih svojci seveda hitreje opazijo lahko kot samo demenco. Demenco je včasih zelo težko opaziti, ker če nekoga vprašate, kateri datum je, pa vam reče, ja, to pa že vem, kaj me to sprašujete. In če ne vztrajamo pri tem vprašanju, bomo mirno spregledali, da ima nekdo težave s spominom, ali pa nam bo kaj drugega odgovoril podobnega. Ti dodatni simptomi lahko povzročajo še večje težave kot pa sama demenca. Kako jih razdelimo? Razdelimo jih na fizično agresivno vedenje. To že vemo, kaj je, če nam se kakšen razjezi na nas. Fizično neagresivno vedenje, neustrezno ravnanje s predmeti, tavanje, nekdo lahko odide, se izgubi, težav z orientacijo, bo nekaj iskal. Potem so verbalno-agresivno vedenje, preklinjanje, kričanje in pa lahko tudi verbalno-neagresivno vedenje, ponavljanje zahtev, stavkov, 100-krat na dan vprašajo eno in isto stvar, in si lahko predstavljate nekoga, ki živi zraven, ker mora na to stalno eno in isto odgovarjati. Ali pa če nekdo recimo v domu skupaj z nekom, ki recimo stalno ponavlja en in isti stavek, pesem, šteje do 10 ali kaj podobnega. Zakaj pravzaprav nastane to neprilagojeno vedenje? Včasih ga lahko tudi mi sami sprožimo z našim pristopom. Lahko je neposredna posledica demence, tam ne moramo nič okrog tega. Če prihaja do odmiranja določenih nevronov, se pojavljajo neke vedenjske težave in tam kaj dosti ne moramo storiti. Lahko je posledica psihičnih zapletov ali neki sočasno potekajoče psihične motnje. Recimo vedenje pod vplivom neke psihoze, nekdo recimo lahko ima privide in bo zaradi tega se bal, bo poskušal skupaj s tem
odreagirati, bo videl neke ljudi v sobi, bo skušal zbežati iz te sobe, ker ga bo strah. Ker mi ne vidimo nič, bomo samo opazovali neko nenavadno vedenje, v resnici pa nekdo lahko tudi stiski. Nepotešene potrebe, nekoga lahko boli nekaj, pa ne bo znal povedati, zaradi tega, ker je demencija že toliko napredovala in se bo to kazalo samo z nekim nemirom. Lahko so čist po tej vedensko-kognitivni teoriji, nekdo je dolgo časa sam, nič se nekdo ne ukvarja z njim, potem pa, ko v neki vrgu po tleh, bo pa vsi zraven pretekli. In ker bo s tem dobil neko pozornost, bo seveda to vedenje ponavljal. Zaradi tega, ker bo to pač edino, ki bo zainteresiral druge. Mi ga nagradimo s tem, ko pridemo takrat tja, potem se bo, namesto da bi se prej ukvarjal z njim, počakamo, da se nekaj zgodi, potem pa so vsi okrog njega. In potem je še ta model ranljivosti pa okolja. Tukaj pa pogosto v dobri veri svojci poskušajo malo popestriti življenje nekomu z demenco, pa reče, ga bomo malo na morje pelali, pa ga bomo pelali na izlet. Prej še kar nekako v tisti rutini nekdo funkcionira, potem pa, ko se ta rutina spremeni, takrat so pa težave, ko se ne more nekdo več prilagoditi na tisto novo okolje, na tisto spremembo. Tukaj je včasih bolj smiselno nekomu pomagati, da ohranja tisto rutino, kot pa da bi bo popestrili neko njegovo življenje z nekimi novimi aktivnostmi, ker mu lahko s tem samo škodimo. Anksioznost je zelo pomembna, to je tesnoba, to je tisti strah pred nečim neznanim. Nekoga je strah, pa ne ve točno, česa ga je strah. Kadar je malo tesnobe, je v redu, kadar smo bolj aktivni. Kadar je pa preveč tesnobe, pa lahko to povzroča hude stiske. Lahko strah pred osamljenostjo, nekdo, ki je sam, ne ve, kaj zdaj, kako sem se znašel v tem prostoru, ne vem, kdo me sem pripeljal, in če nima nekoga stalno ob sebi, bo čutil neko tesnobo in tudi ga začel iskati. Lahko pa čist katastrofično reagiranje, ko se spremeni recimo neka rutina. Nekdo je prej doma relativno dobro funkcioniral, potem pride v dom in kar naenkrat, ker se je spremenilo toliko, ne ve več, kje je WC, kam mora iti, koga mora poklicati, kako se je tukaj znašel. Se pravi, kot da bi nas postavili iz naše sredine, kar naenkrat v neko drugo okolje in ne bi vedeli, kako smo tja prišli. Verjetno bi bili v hudi stiski in bi začeli to reševati na svoj način. Spremembe osebnosti se lahko pojavljajo, zlasti pri določenih oblikah demence, tako imenovani frontotemporalni obliki demence, kjer se začnejo lahko kazati to kot neprimirne šale, pretirana familiarnost s tujci, z vsemi so prijatelji, nespoštovanje socialnih norm, lahko pride tudi do kakšnih obtožb zaradi kakšnega suma, kakšnih kaznivih dejanj ali kaj podobnega, dezinhibirano vedenje tudi na področju spolnosti, lahko impulzivno nakupovanje, potem težave z akviziteri, kupijo vse, kar jim ta ponudi, in vstopanje v kakšne prevare, kakšne piramide, kakšne igre ali kaj podobnega. Lahko se pojavi tudi psihoza, takrat je pa ta stik z realnostjo povsem porušen. Nekdo lahko ima privide, prisluhe, lahko si neke stvari povsem napačno razlaga, lahko so na temo nekih realnih stvari ali pa čisto povsem izmišljenih. Lahko se navajajo ravno tisti ponovadi, ko najbolj skrbijo za to osebo z demenco, tisti so ponovadi potem tudi najgrši in najslabši. Če nekdo krade ponovadi tisti, ki že itak skrbi za osebo z demenco. Motnje spanja lahko so zelo moteče, lahko pride do tega, da se popolnoma zamenja dan in noč, da je nekdo recimo po noči buden, čez dan, ko bi pa moral biti aktiven, je pa zaspan. Lahko se tudi prihaja do popolnega porušenja tega, da se zbudi za neki ur, spi za neki ur. Težave recimo v domovih, ker so pričakovanja, da bi nekdo spal zelo dolgo, pa to jasno ne gre, lahko moti druge. In pa potreba po spanju se z leti tako zmanjšuje. Lahko je recimo 4-5 ur včasih čisto zadost. Zdaj pričakovati, da pa nekdo spal od 7 zvečer do 6 zjutraj, verjetno ni prav realno. Ukrepi, kaj lahko naredimo? Zdaj, če gre za neko sočasno bolezen, bolečino ali kakšne take težave, seveda treba to zdraviti, potem pa imamo cel kup različnih nefarmakoloških ukrepov. Šele potem pridejo na vrsto zdravila.
Tudi tukaj nimamo nekih zdravil, ki bi čudežno odpravile to vrstne težave. In problem je pri zdravilih tudi to, da lahko povzročajo kakšne neželene učinke. Se pravi, ugotoviti, kaj je vzrok tem težavam, potem pogledati telesno stanje, oceniti okolje, morda okolje tisto, ki povzroča neko stisko posamezniku in potem iskati morebitne sočasne psihične motnje. Zdaj, kako razdelimo te različne oblike nefarmakološke? Eno je jačanje zaznav, dotik, glasba, zvoki iz okolja lahko privede do tega, da bo te napetosti manj. Socialni stiki, recimo, lahko so realni ali pa simulacija, realni je najboljši, če nekdo lahko na obisku, ampak to pogosto ni možno za cel dan. Interakcije s terapeutom, potem recimo kakšni družinski videoposnetki ali kaj podobnega. Potem vedenska terapija, ojačanje primernega vedenja, se pravi nagrajevanje takrat, ko se nekdo ustrezno vede in ne takrat, ko nekaj narobe naredi. Uravnavanje dražljajev, to so različne te tehnike, recimo, če nekdo hoče iz stanovanja iti ven, recimo se da na vrata, izhodna vrata, stop znak, da ne bo recimo ve, da tam ne sme iti. Recimo na WC, da je narisana školjka gor, zaradi tega, da je takrat, ko nekoga tiščalo na WC, pa to ne bo znal povedati, bo vsaj videl, da katera vrata so ta prava in ne bo šel v shrambo, ampak bo našel WC. Zlasti recimo to po noči, da ko nekdo vstane, tema okrog, ne ve, kje se sploh nahaja, je pomembno, da je vsaj tista pot tja do WC-ja in toliko osvetljena, da bo nekdo znal to najti. Potem izobraževanje je jasno pomembno, strukturirane aktivnosti, kadar je možno skupaj v skupinah to delati, to obstaja te razni dnevni centri, pa po domovih, telovadba, sprehod. Potem prilagoditev okolja, kadar gre recimo za varovan oddelek v domovih, je krasno, če je odzunaj neka možnost sprehoda, ker potem bo tudi napetosti manj. Ustvarjanje domačega okolja, to, da je soba, v kateri nekdo biva, mora biti čim bolj domača, da več ima občutek, da je v bolnici. Tudi če je v domu, pa da je tam vse sterilno pa čisto, je lahko to prepričanje, da je nekje drugje, da ni doma, čim več tistih predmetov, ki spominjajo na domačnost. Kakšna slika, potem tudi če je kakšna hrana, kaj podobnega na mizi, čisto drugače, kot če je vse zelo bolnišnično. Potem zmanjšanje dražljajev lahko pomaga za določeno obdobje, recimo tihi tedni, to od doma poznamo, kako zgleda, se pravi, da je neko obdobje, da je manj dražljajev, manj pogovorov, brez kakšnih medijev ali kaj podobnega. Potem posegi negovalnega ali pa medicinskega osebja, to se bolj nanaša na domove. Terapija s svetlobo, zmanjšanje bolečin, slušni pripomočki, če se le da, je to potrebno poskrbeti. In pa kombinirano zdravljenje, kjer se različne metode uporabljajo skupaj. Zdaj, večina teh nefarmakoloških oblik ima pozitiven učinek na odpravo agitacije nekega neprimernega vedenja. Pomembno je vključiti skrbnike, se pravi tiste bližnje osebe, in pa prednosti so to, da nimajo te metode stranskih učinkov. Zdaj, kdaj je potrebno tudi bolnišnično zdraviti? Večinoma pri demenci bolnišnično zdravljenje ni potrebno, razen pri zelo napredovalih oblikah demence, kadar se pojavljajo zraven še kakšni zapleti demence. Eden od teh zapletov je lahko delirij, psihoza, lahko kakšne hude depresije, takrat je potrebno tudi bolnišnično zdravljenje. Drugače pa je smiselno čim manj osebo, ki ima demenco, prestavljati z ene ustanove v drugo, ker vsako prilagajanje pomeni že spet stisko. Če zaključim, potrebno je skrbeti za svoj spomin, takrat, ko ga imamo. Demenca ni le motna spomina, je še cel kup drugih težav zraven. Več kot 200 različnih bolezni, ki povzročajo demenco. Pri večini vzrokov je mogoče lajšati težave, pa jih ne moramo na žalost odpraviti. In pa vedenski simptomi pomembno povečajo trpljenje in pacientov in pa tudi negovalcev. Hvala za vašo pozornost in pa prosim za kakšno vprašanje. Hvala lepa, evo, sem prepričana, da se je vmes vam porodilo, vprašanj niste prekinjali, tako da
želi že kar takoj kdo kaj vprašati? Se vam je porodilo kaj, če ne bom jaz vprašala, recimo tam, kjer so bili navedeni pač te tveganja, ne, je bilo napisan ženske nad 80 let. Ni pa bilo napisanih moških. Ali je to zato, ker je to pogosteje pri ženskah, recimo, da to iz tega izhaja, ali kaj drugega? Ja, ugotovili so v bistvu razlike med spoloma, ki se po 80. letu se demenca Alzheimerjevega tipa pogosteje pojavlja pri ženskah kot pri moških. Tako da ženski spol je v tej starostni skupini in naprej dejansko tveganje za razvoj demence. Dobro, še kakšno vprašanje? Imate vi kakšno vprašanje? Dajmo izkoristiti našega gosta. Izvolite, Marika. Sem vprašala, kaj pa vplivi raznih zdravil, kemoterapije pa narkoze, ki jo dobivaš pri operaciji. Ja, zdaj okrog narkoze je zelo veliko teh, je nasplošno prepričanje velja, da nekdo, ki ima več narkoz, da bo potem imel bolj pogosto demenco. Zdaj, da bi študije to prav potrdile, ni bilo temu ravno tako. Je pa znano to, da lahko narkoza pri nekom, ki je že nagnjen k temu, ali pa že ima določene težave s spominom, pa lahko akutno zelo poslabša spomin. Zdaj moramo vedeti, da ni samo narkoza pri operacijah, ampak je še cel kup drugih stvari in pa pogosto se po operacijah uporabljajo tudi opioidni analgetiki. To so močna protibolečinska zdravila, ki delujejo podobno na iste receptorje kot heroin. In imajo tudi zelo podobne stranske učinke. In to pomeni, da takrat lahko, ko nekdo dobiva ta zdravila, se bojo težave s spominom, tudi zmedenost, bistveno bolj ojačale. To je isto, kot če bi nekdo vzel heroin, takrat misli niso bistre, se marsikaj dogaja, lahko se pojavljajo tudi prividi, lahko se pojavljajo težave s spominom. Recimo isto tudi, če nekdo podobno, recimo, če se zelo opije, takrat se pojavljajo težave s spominom, se ne bo nečesa spomnil. Tako da tukaj je zmeri potem zagleda to, ali dati nekomu manj teh zdravil, pa ga bo malo bolel, ali dati več zdravil, pa manj bolel, pa bo težave s spominom. Na srečo so te težave, potem ko se prenehajo dajati ta zdravila, se običajno odpravijo, tako da ne pušča nekih trajnih posledic. Akutno je pa lahko to zelo dramatično zgleda, ker lahko nekdo v roku enega dneva se mu spomin tako poslabša, lahko pride celo do tega delirija. Tako da tukaj je zmeraj pri predpisovanju zdravil je prvo ne škoditi, se pravi poskušati dobiti neko tako zdravilo, ki bo za osebo imelo čim več pozitivnih dejavnikov in čim manj težav, povzročenih nekih stranskih učinkov. Isto tudi pri predpisovanju teh zdravil za zdravljenje demence. Tukaj je tudi zmeri potrebno pretehtati, kakšen učinek pozitiven ima to zdravilo in tudi potem spremljati za naprej, kakšen je bil potek teh težav s spominom in pa vedno videti, ali se pojavljajo stranski učinki. Če so zelo hudi stranski učinki, potem je nesmiselno to zdravilo dajati. Pomembno pri teh zdravilih vseh, ki se predpisujejo za demenco, je ravno to, da je potrebno jih postopno zviševati. Ne sme se jih takoj dati v maksimalnem odmerku in to postopno zviševanje lahko pri nekaterih zdravilih traja tudi 3 mesece. Pomembno je tudi, če se jih pol prekine jemati, jih je treba spet začeti od nizkega odmerka proti visokem. Sicer prihaja do neželenih učinkov. Vprašanje še kakšno? Prej, ko ste omenil, Gospa zdaj tukaj, ker roke sem prosila za to, da lahko vidim, kdo se bi želel oglasiti. Izvolite. Omenil Japonce, ko čim dlje delajo pa te nune. To pomeni, da bolj ko si aktiven, kasneje pride do te okvara, če sem prav razumela. To se pravi, dlje ko si aktiven, bolj ko si zaposlen, bolj ko imaš recimo obveznosti, boljše je, če sem prav razumela. Ja, to drži, zdaj seveda ni za pretiravati vsako smer, ker če prihaja do nekega izgorevanja ali pa kaj podobnega, potem so težave tudi s spominom.
ne zaradi tega, ker bi šlo za demenco, ampak zato, ker smo raztreseni potem, če imamo preveč stvari hkrati. Medtem ko ta aktivnost čim kasneje, ne, da se nekako spravimo v neko pasivno stanje, je pa dobra. Se pravi, čim dlje delati, se zapomni čas z nekimi hobiji, z nekimi aktivnostmi, je to, kar se tiče preventive demence, dobro. Ne. To je isto kot pri mišicah. Če jih treniramo, bo pač boljš funkcionirane. Pri možganih je isto. Če jih uporabljamo spomin, če se delamo vaje za ohranjanje spomina, potem bo spomin boljši. Če se pa pač spomin ne uporablja in da ga prepustimo neki rutini, ne, rutina ne krepi spomina. Ne. Če delamo vsak dan eno in isto, to ne pomaga, kaj dosti pri spominu. Če se pa moramo nekaj novega naučiti, se pravi začeti neko novo področje, se učiti nek nov jezik, nek nov hobi, neko novo knjigo, ampak ne samo brati, ampak se poskušati to tudi naučiti, zapomniti si, tako kot bi se za izpit recimo pripravljali. Tudi če recimo aktivno branje, ne, zdaj, če pasivno beremo, da samo leti tiste misli, prihajajo in odgidejo, tiste ne pomaga, kaj dosti za spomina. Če pa recimo preberemo eno stran, si pogledamo glavne ključne zadeve, zapremo knjigo, poskušamo v mislih še enkrat obnoviti, kaj smo prebrali, ali pa en članek v časopisu, počrtati glavne stvari, kje se je zgodilo, kaj se je zgodilo, kdo je bil tam, ne. Potem to počrtati, zapreti, še enkrat v mislih obnoviti, še enkrat prebrati, si poskušati to zapomniti, po možnosti še komu drugemu povedati novico, potem je pa to tisto, ki kar krepi spomin. Tako da tukaj so te stvari je smiselno pač ohranjati spomin. To isto kot te vaje za, recimo, za retoriko, no, nekaj podobnega. To se pravi, bi bilo smiselno se kakšno pesmico naučiti tudi še v starosti. To ne bi škodilo, ja. Pa še zapet, prav Marika zraven, ja, se strinjamo, ne. Pol je pa še lepša, ona namreč vodi zbor, tako da ve, da je to pomembno. Tam zadnje prej še prosim vprašanje. Ja, zdaj pogledamo prvi tak najbolj blaga težava, ki se pojavlja, je to, da pred 10 minut čez 11, ne, oba kazalca postavi na levo stran. Ne enega na levo, enega na desno, ne, ampak oba na levo. Ne. To je, zaradi tega je tudi 10 minut čez 11 in nekakšna druga ura. No. Tako da, to je en tak pokazatelj. Zdaj nekdo, ki bo pa imel hude težave, pa sploh ne bo vedel, kako se lotiti tega. Ne. Drugače drugo tako vprašanje, ki je tudi pomembno, je recimo datum. Ne. Zdaj, če gre kakšen dan gor ali pa dol, to ni nič hudega, jasno. Ne. Ampak zdaj, če pa ne bo vedel glih meseca pa leta, ne, pol pa že je za posumiti, da gre verjetno za neke težave s spominom. Ne. Ampak tukaj je spet potrebno pri vprašanju vztrajati, da dobimo odgovor. Ne se zadovoljiti, ja se to vem, ne. Se to pa tako lahko, kdo pa to ne bi vedel. Ne. Ker nekdo, ki ima demenco, bo take odgovore dajal in on bo tudi prepričan, da ve, katero leto je. Samo leto ne bo to pravo. Ne. Tukaj je tisto se pravi, prepričanje, da nekdo nima težav s spominom, še ne pomeni, da jih dejansko nima. Ne. Ja, drugače najbolj se uporablja ta kratek preizkus spoznavnih sposobnosti, ki je tudi najbolj uveljavljen. To je en vprašalnik s 30 vprašanji, kjer različne te spoznavne sposobnosti testira. Ne. Potem od spomina, orientacije, nekaj treba prerisovati, pa tako naprej. Vse tiste stvari se nekako da potem na tako paleto dobiti teh spoznavnih sposobnosti in tam nekje o demenci, nekje v splošnem nekje govorimo takrat, ko se od 30 točk nekdo zbere 23 točk ali manj. Je pa ta vprašalnik tudi odvisen od starosti pa od izobrazbe, tako da ni zdaj čist neka absolutna vrednost. Ne. Ker nekdo recimo lahko ima 15 točk, pa nima demence, ne. Recimo, če ni imel nekega šolanja, ni imel neko nepopolno recimo osnovnošolsko izobrazbo, ne.
pa je v visoki starosti, medtem ko bo recimo 29 točk pri nekomu, ki ima fakultetno izobrazbo, pa še ni prav v letih, bo pa recimo že lahko kazalo na demenco. Tako da tukaj so razlike lahko v teh absolutnih vrednostih precej velike. Izvolite. Za kakšne študije, kako hitro IQ upada starosti? Ja, tukaj so različne študije, pa zelo težko je to ugotoviti. Ja, ker zdaj se prvič odvisno od testa, zdaj kaj je tisto dejansko, kaj je inteligentnost, ne? Zdaj nekateri celo trdijo, da pač narašča s starostjo, ne? In ne pada, ne? Pol je še posebni fenomen je to, da je težko to gledati v različnih letih, ne? Ker je znano, da se vsaka generacija ima višji IQ od prejšnje. In je zdaj težko primerjati sedanjo generacijo z eno prejšnjo, zaradi tega, ker se že tako po generacijah IQ zvišuje in morajo psihologi stalno si izmišljati težje teste, ne, zaradi tega, da približno to uravnovesijo. Tako da tle je zelo težko reči, kaj sploh je inteligentnost. Vedno znala uravnavati. Ja, zmeraj uravnavati, ker nima na kaj uravnati, ne, ker se stalno to spreminja. Tako da, no, vsaj trend je v redu, no, tako da, kakorkoli že, ne, je vedno boljše. Ni pa možno čisto točno reči. Drugače pa nekako inteligentnost najboljše opredeliti, da je to umetnost prilagajanja. Če to zmoremo se prilagoditi na različne stvari, potem je to že v redu. Izvolite. Med drugim je gospod doktor povedal, da je treba trenirati kot mišice. In tu se mi zdi, da je verjetno reševanje križank tudi dobro treniranje. Reševanje križank je za ta, ko smo rekli, da je dobro imeti čim več sopomenk, čim več tega besednega zaklada, je to idealno. Ja. Zdaj recimo za prostorsko orientacijo je pa dobro kam iti s karto okrog, pa si kakšne nove kraje pogledati. Ne, tako da. Zdaj, ko ste ravno omenil to orientacijo, ne, ta je kar velik problem v zgodnji fazi bolezni ponavadi, ne? Tudi en od teh znakov. Zdaj nekateri imajo težave z orientacijo že pravzaprav, ko še niso bolani, ne? Kaj zdaj tu narediti, mogoče kako krepiti to še v zdravi fazi, ker to je tudi nekaj podobnega kot ta možganska telovadba, najbrž je tudi z orientacijo se treba ukvarjati, ne kar zamahati z roko, ne? Ker rečejo recimo ženske, so tu slabše, ne bi pač dokazovali testi, da so pri orientaciji šibkejše, ne, ampak to vendarle pomeni delati na tem, tudi ko si še zdrav, ne, na orientaciji, ne samo na GPS-u, da si prižigati, ne. Ja, zdaj seveda dobro je tam, ker vidimo, da imamo neke težave, je dobro se tam še dodatno potruditi, da bomo naše funkcije izboljšali. Prav prepoznati tam, kjer so neke pomanjkljivosti, ki jih imamo, in potem z nekimi metodami, ki obstajajo in so zdaj znane, ne, to nadomestiti. Ne. Recimo, če imamo težave pri se spomniti neke imena, nekih sorodnikov ali pa kaj podobnega, si dobro to recimo napisati v obliki enega miselnega vzorca po družinah in potem to nalepiti recimo na steno, kjer pogosto hodimo mimo. Ne. In to bo samo od sebe prišlo v spomin in čez čas, ko bomo se mogli spomniti na hitro neko ime, ne, bomo sem v mislih pogledali tisto vzorc in se bomo spomnili recimo enega sina od ne vem kjerga daljnega sorodnika. Ne. Se pravi, te možnosti so. Ne. Potem je tudi kako sam, da tvorimo sploh spomin. Ne. Če nam nekdo pove neko ime, kako zdaj to ime spraviti v spomin. Ne. Če se ga bomo poskušali samo tako zapomniti, je velika verjetnost, da ga bomo pozabili. Ne. Če ga bomo obesili na nekaj, ne, potem bo to lažje. Ne. Če nam nekdo pomeni neko ime, si poskušamo neko šalo na to ime spomniti, se pravi neko asociacijo, ne, potem je večja verjetnost, da bomo to kasneje tudi se spomnili. Ne. Tako da to obstajajo razne te tehnike, kako si ta spomin izboljšati in si zapomniti recimo lahko veliko količino informacij. To zna recimo nekateri, ko potem ne vem, tam eno številko pija povejo na par 100 decimalk, ne, z raznimi takimi tehnikami. Ne. Zdaj, kolikor je pač potrebujemo to. Ne. Drugo so pa tudi te metode, da poskušamo, če vidimo, da so težave s spominom, da si pomagamo recimo s tem, da si zapisujemo. Ne. Nositi s sabo eno beležko in nič narobe. Ne.
In če nam prije to v rutino, da takoj, ko nam nekdo nekaj pove, da to tudi napišemo, ne, imamo lahko bistveno boljše funkcioniranje, kot če tega ne naredimo. Ne. Pametni pišejo. Ja, še pametnejši tipkajo, ampak dobro, pravi. Ja, to se mi zdi zelo pomembno, ne? Pravzaprav tudi za popolnoma zdrave je to, da se zapomnimo imena. Če kdaj opazujete to, ima ogromno ljudi pravzaprav težave, ne? Hitro rokovanje, misli drugje, pravzaprav tu je res potrebno obesiti, ne, to ime na neko zadevo, ki jo že poznamo, na nekega znanca, da asociiraš, recimo, ne vem, Miro je še moj prijatelj, pa tale, ki nas snema zmeri, ne, ali pa recimo, tako da pač se stvari nekako povezujejo, ne, in se mi zdi, da tukaj smo zelo šlampasti, ne, in da pri imenih moramo pa res začeti, tukaj najtežji se mi zdi. Ogromno ljudi ima tle težave, tudi ko nimajo demence. Ja, tukaj je zbiri dobro, da spomin se tvori takrat, kadar je čustveno to za nas pomembno. Ne? In če se lahko spravimo v tako stanje, da je tista informacija čustveno za nas pomembna, si jo bomo zapomnili, da si jo pa verjetno ne bomo. Ne? In zdaj, če si recimo predstavljamo nekoga, ki ima neko ime, ki ima podobno ime nekdo drug, kateri nam je pomemben, si recimo v mislih predstavljamo obeti dve osebi, kako se recimo rokujeta, kako sta skupaj na, ne vem, nekaj počneta, ne. Dobro, da počneta nekaj takega, kar vas asocira že itak na ta imena, ne. Če nekdo mlinar, ne, si predstavljate njega, pa še vašega drugega sorodnika, ki je mlinar, kako nosita recimo žakelj na rami, ne. In potem, ko ste to asociacijo imeli, ne, si njega takoj, ko ste ga naslednjič videli, si ga predstavljate ta pa on z žaklom na rami, ne, in se boste spomnili, da je mlinar, ne. Se pravi, take povezave so možne, ne. Zaradi tega, ker recimo večina se verjetno spomni, kako je bilo takrat, ko so prileteli tisti avioni v dvojčke, ne. Se spomnite, kdaj ste to gledali, kje ste to videli, ne, kako so se tisti dvojčki rušili, ne. In kje ste bili takrat, kje ste recimo to novico, ste bili doma, ste bili pri kom na obisku, ne. To se recimo spomnite pa že dolg nazaj, ne. Recimo, kaj ste pa delali en teden prej, pa ne veste, ne. Zaradi tega, ker je bilo tisto čustveno nepomembno in tistega dneva praktično ni, ne. In ni nas spomin ne dela tako, da bi si zapomnil vse tisto, kar se nam dogaja, da bi bil tako, kot da bi film snemali, ne. Ampak si po noči, ko spimo, sanje delajo to, da so tisti čustveno nepomembni spomini, grejo iz spomina, ostanejo samo tisti, ki so čustveno pomembni. Ali v pozitivno stran, ali pa v negativno, ne. Spomnijo se recimo rojstnih dnevov, porok ali pa kaj podobnega, ne spomnijo se pa enega meseca prej, kaj smo delali, ne, en ponedeljek, ne ve. Tako da ni pričakovati zdaj, da bi bil spomin tak, da se bomo koliko vse spomnili, kaj se nam je v življenju zgodilo, ne. Zgolj tam, Mene pa zanima, če bo več demence zaradi tega, ker je zdaj toliko problematičnih stvari. Recimo, da nekdo zgubi stanovanje, pa nima dohodka. Kriza, socialna kriza, to mislite, ne? Vpliv socialnega stanja in krize na to, ali se lahko to pričakuje? Ja, zdaj, da bi samo z demenco bilo povezano, je težko to povezavo dobiti, no. Je pa povezano recimo z depresijo, ne. To pa ja, ne. In tudi v lanskem letu smo jesen tudi objavili en članek okrog samomorilnega vedenja, ne, kjer pa so te povezave. Gledali smo skupaj pač iz različnih držav po celi Evropski uniji in tam se videlo, da so v bistvu se te stiske pojavljale za čuda ne po sami krizi ali pa med krizo, ampak so tisti ljudje, ki so bili že bolj občutljivi, to začutili že pred pojavom same krize. In se je število samomorov v Evropi poraslo pred tem, ko je kriza nastala. Tukaj so povezave, ampak niso pa take zelo enostavne, da bi rekli, ja, zdaj nekdo, ki je v stiski, se bo pa moralo ravno nekaj zgoditi, pa ravno dobil depresijo. Odvisno je tudi od ranljivosti posameznika. Nekateri držijo zelo hude katastrofe, pa nimajo nobenih težav, nekateri pa relativno majhne strese, pa bo prišlo do težav. Dotični imajo hude težave s časoma, jim ne pride do demence? Ne, da bi direktno bil stres povezan z demenco, ni. Tle je bolj odvisno od tega, kakšne gene imajo.
In to prav dobesedno. Zdaj se tudi že ve, kateri geni so in nekateri, recimo, bolj, ko so izpostavljeni stresom, imajo več stresnih hormonov in več psihičnih težav, drugi, ki imajo pa mečken drugačen gen, pa bolj, ko so izpostavljeni stresu, manj imajo stresnih hormonov. Tako da te so gleda razlike v ljudeh. Ni enoznačno. Samo demenco se pa ni zabatne. Mene zanima, če lahko domači, sorodniki vplivajo na tega, ki ima demenco, da se bo še slabša. Ja, seveda, zdaj okolje je pomembno. Ne? Prvič, kako se bo sama demenca kazala, ne? Drugič pa gre tukaj za oboje stransko. Ne? Zaprav, nekdo, ki ima težave s spominom, lahko prihaja do hudih stisk negovalcev. Ne? Znano je, da recimo tisti, ki negujejo nekoga z demenco, pogosteje zbolijo za depresijo, pogosteje se pojavlja izgorevanje, ker je stres povezan z demenco, je hud, ne? To je ena stalna skrb lahko. Ne? In obratno tudi, če nekdo, recimo svojci, ne razume nekoga, ki ima demenco, mu bo lahko še dodatno stisko povzročali, da se bo povzročilo potem zraven še kakšna depresija ali pa kakšne druge tesnobne težave po nepotrebnem. Ne? Tako da tukaj je dobro poznati to in zlasti vedeti, da gre za bolezen, da to ne gre za neko zlonamirnost, za neko hudobijo, žlehtnovo ali kaj podobnega, pa gre v bistvu za bolezen. Ne? In če vsi sprememo to, da je to bolezen in da ne gre za neki namenoma slabo delati, ne? Potem je ta čustvena komponenta sploh teh negativnih čustev manjša in je lažje tudi kljub temu, da gre za resno bolezen in za resne težave, to lažje sprejemati. Zvolite, doktor. Glede, zanima me, ali je kakšna tehtnejša odvisnost med funkcionalnostjo dolgotrajnega spomina in kratkotrajnega spomina. Konkretno je vprašanje, ali če jaz recimo gojim dolgotrajni spomin, ali s tem pravzaprav povečujem kvaliteto tudi, ali pa funkcionalnost kratkotrajnega spomina. Na primeru recimo, če bi se lotil pisanja biografije, s tem dejansko gojim dolgotrajni spomin, ne? Ali s tem pravzaprav tudi pomagam svojemu kratkotrajnemu spominu? Ja, če ne drugega zaradi tega, ker tudi ob pisanju biografije je potrebno neka miselna aktivnost. Ne? Se ni samo to, da bi se spomnili tistih stvari, ampak je potrebno to napisati, je treba pravilno uporabljati besede, je potrebno si zapomniti, kaj sem že napisal, kaj še nisem napisal, to moram imeti nekje v delovnem spominu. Ne? Se pravi, tukaj vsekakor krepimo vedno v te spomini dolgoročni, kratkoročni, neposredni priklic in to je bolj v bistvu arbitrarno postavljeno. Ne? Te spomini se med sabo vedno prepletajo. Ne? In tudi, ko pride do težav pri enem spominu, se tudi pri drugih prihaja do sprememb. Nekdo, ki ima recimo težave s kratkoročnim spominom, je lahko dolgoročni spomin celo boljši. Ne? Nekdo reče, naenkrat sem se začel vsega spominjati iz mladosti, ne? To je lahko fajn, ne? Ampak lahko pa tudi kaže na to, da se pa ne spomni tistega, kaj prejšnji teden bilo. Ne? Tako da tukaj te spomini so v bistvu povezani. Ne? Potem so pa še delitve teh spominov na semantični, proceduralni in tako naprej, ker so en spomin je tisto, kar lahko ozavestimo, ne? Drugo je pa tisto, kar smo se naučili nekih veščin, ne? In ne moramo ga ozavestiti in povedati. Vi lahko znate voziti kolo, ampak tega ne morete razložiti, kako se dela to nekomu drugemu. Lahko imate predavanje o vožnji kolesa, ampak še zmer ne bo nekdo, ki ni nikoli sedel na kolesu, ga znal peljati, ne bo še zmer padal dol, ne? Ker ne bo znal ravnotežje loviti. Se pravi, to so veščinskost, potem je tudi to, kako je sam priklic iz dolgoročnega spomina. Mi lahko imamo nekaj v dolgoročnem spominu, ampak nam nič ne pomaga, če tega ne moramo priklicati takrat, ko to rabimo. Ne? Lahko se spomnimo čez pol ure, da že mim, ne? Če smo se pogovarjali z nekom, hočemo nekaj povedati, potem pa tega ni takrat, ko rabimo. Ne? Tako da tukaj je tudi to krepitev tega, kako iz dolgoročnega spomina neko informacijo dobiti takrat, ko nam pride prav. Ne? Tako da te so različne potem tehnike, metode, ampak načeloma vsaka miselna aktivnost je boljša kot pasivnost. Ne? Tako da te nimamo kaj dosti zgrešiti. Ne? Če smo miselno aktivni in če poskušamo neke stvari peljati, potem je to boljše.
Še kakšno vprašanje, izvoli? Jaz bi še vprašala, s časom je treba iti naprej. Kako pa vpliva na demenco uporaba računalnika in pametnega telefona? Ja, to bomo zvedeli čez 50 let verjetno. Ja, zdaj tle okrog telefonov, ne, pa računalnikov, ne, zdaj po eni strani je to dobro, ker krepi določene funkcije, ne, ker je to le neka stalna interakcija, ne, s nekim računalnikom. Drugič, računalnik pa razne te elektronske naprave nam v bistvu nudijo, tako kot če nikoli v zgodovini, da imamo poleg sebe lahko praktično vse znanje tega človeštva, ne, preko interneta. Ne. Na internetu je možno dobiti to. In zdaj recimo lahko potem neke stvari, ki jih je bilo prej potrebno skladiščiti v našem spominu, je zdaj to nesmiselno. Ne. Zdaj lahko imamo en klik stran, pa lahko vidimo, kaj je to. Ne. Ja, tako da tukaj se tudi sam koncept in izobraževanja vsega spreminja. Ne. Ker zdaj memoriranje nekih stvari, ne, je vse manj pomembno. Ne. Je naš spomin preveč dragocen za to, da bi ga, ne vem, natrpali, ne vem, z 20 knjigami enciklopedije. Ne. Druga stvar je tudi to, da se znanje izjemno hitro spreminja. Ne. Recimo, če berete knjige o medicini izpred 20 let, ne, nam to zdaj na okej dosti pomaga, ne, ker so se stvari že čisto spremenile. Ne. In tudi, že nekdo, ki se uči medicino, ne, potem, ko konča medicino, že lahko ne velja več tisto, kar je takrat, ko se učil. Ne. Tako da tukaj je potem gre v bistvu to, da je bolj pomembno zdaj poiskati informacijo, ki je relevantna. Ne. Recimo v psihiatriji imate zelo veliko informacij na internetu, so delali študijo, ne, in samo 20% informacij dejansko drži, 80% je napačnih. Ne. Ker zdaj lahko vsakdo napiše nekaj gor, ne, pa reče, da to je dobro za to, ne dobro za to. Ne. Tako da tukaj zdaj so te stvari. Ne. Drugo je pa ta neposreden vpliv na možgane, ne, telefonov. Ne. Do zdaj so znane študije, kjer recimo, če držite telefon na glavi, ne, prihaja že po 15 minutah recimo telefoniranja s to višjo jakostjo oddajanja signala, ne, prihaja do sprememb v enih celicah, ki podpirajo nevrone, ne, tako imenovane glia celice. Ne. Število njih spremeni. Ne. Tako da zaenkrat se priporoča, da saj prvič ne tiščite telefona tja, da uporabljate slušalke, da se ne telefonira v avtomobilu in pa da se ne, pa ne zaradi tega, kot prometno nesrečo naredili, ampak zato, ker takrat deluje bolj namočno, ne, in pa tam, kjer je slab signal. Ne. Tako da takrat bo vaš mobitel začel delovati z močnejšo jakostjo in prihaja do tega, da v bistvu, če ne drugega, se greva možgane, ne, in predel, kjer se potem tudi žile razširijo, prihaja do nekih sprememb v delovanju. Tako da ne vemo, še bomo videli čez čas. Ja, se veste, včasih, ko je prišel rentgen ven, so ga imeli v boljših trgovinah za čevlje, zaradi tega, da so gledali, kako čevlj sedi na nogi. Ne. Ste dali nogo not, pa so vas pa še z rentgenom slikali, ne, da ste videli, kako vam noga not sedi. Ne. Zdaj, ker vemo, da so rentgenski žarki niso lih najboljši, ne, da bi prav pogosto to delali, ne, se zdaj tega ne najdete več v trgovinah, tudi boljših ne. Tako da, ja, s časom bomo videli. Še kakšno vprašanje? Če ne bom jaz zaključila ali pa nekako zaokrožila tole, ta najin pogovor, mogoče je ena informacija, kdor bi želel prebrati, tudi dr. Preglu sem povedala, v zadnji sobotni prilogi je nekoliko zahtevnejši članek oziroma pogovor z lanskoletnim Nobelovim nagrajencem Edwardom Moserjem, ki je prejel Nobelovo nagrado za raziskavo pač nekih celic v možganih in je nekakšno upanje, ne, v tej njegovi raziskavi tudi za morda razvoj zdravil za področje Alzheimerjevih bolezni oziroma demenc. Tam not je seveda tudi zelo en krut stavek, ne, ko rečejo, kdaj pa bo zdaj to prišlo v veljavo in v življenje, ne, in njegov stavek je, ja, ta prihodnost je pa še vedno relativno oddaljena, ne, tako da mogoče ta vprašanje, kaj zdaj, kakšna je ta prihodnost, kot jo vi vidite, glede zdravil, glede spopada z demenco kot epidemijo sodobnega časa.
Ja, zdaj sploh zahodni svet, ne, kjer je tudi največ težav z demenco, se spopada s tem z različnimi študijami, iščejo se vedno nova zdravila, tako da v prihodnosti je pričakovati, da se bojo pojavljala zdravila, zato ker je tudi to edina taka možnost, da čim bolj vzročno odpravljamo te težave. Ne. Je pa tako, da vsak razvoj zdravila gre skozi več faz. Ne. Tista predklinične ugotovitve še ne pomenijo, da bo to potem tudi klinično uporabno. Ne. Tukaj je glavna težava. In razvoj enega zdravila stane okrog milijarde evrov. Ne. Tako da zdaj tukaj je potem interes, da nekdo to financira, pa na koncu morda ne bo nič iz tega, ne, so precej veliki vložki. Ne, in je zaradi tega zelo težko pričakovati, kaj bo v prihodnje. Različnih molekul je cel kup, ki so recimo na nekih predkliničnih raziskavah pokazale učinkovitost. Ne. Ampak vedno boljše poznavanje delovanja možganov, preventive, ne, se lahko že s tem nekaj naredimo, da lahko preprečimo, da do tega sploh ne bi prišlo. Dostakrat gre tukaj za tisti zdrav način življenja, ne, ki ga vsi vemo, da je zdrav, ampak ga pač bolj malo uporabljamo. Ne. To so ene stvari, ki jih je možno. Drugo je pa tudi zagledati to, da ni važna samo dolžina življenja, ne, važna je tudi kvaliteta. Ne. In tukaj je vedno tisto, kot smo rekli, če se enega dneva sploh ne spominjamo, kaj nam pomaga, če imamo recimo 100 takih dni, ne, ali je boljš, da imamo en dan, ki se ga bomo pa spomnili. In zdaj, kakšen pa bo dan, je pa v največji meri odvisno od nas, ne, koliko si naredimo, da bo nek dan lepši. Ne. Tako da tukaj je tisto, kar je včasih tudi smiselno, da ne bomo upali samo na raziskave in pa na nova zdravila. Ne. Ja, kar lepa misel za zaključek, ne, da se moramo sami potruditi za to, da bomo imeli čim več lepih, kvalitetnih, aktivnih, polnih dni. Jaz mislim, da en majhen koček temu, da je bil naš današnji dan bolj poln, bolj kvaliteten, smo dobili tudi tisti, ki smo sodelovali v pogovoru z vami, dr. Peter Pregelj. Jaz bi morda želela, bom se zahvalila, prej še dve informaciji vam dati, in sicer naše naslednje srečanje ne bo 3. četrtek v marcu, ampak bo zadnji četrtek v mesecu zaradi našega predavatelja, in sicer bomo imeli zelo zanimivega gosta, smo se z njim že dogovorili za to, da nas obišče, in sicer bo to Rajko Škarič, s katerim se bomo pogovarjali o sicer zelo zahtevni temi, o smrti, o soočenju s smrtjo, o pomoči bolnikom, morda neozdravljivo bolnim, o tem, kako to sprejemamo mi in kako sprejemamo v aktivni vlogi, morda pa tudi, kadar smo samo prisotni kot svojci bližnji. Skratka, tudi o teh zadnjih morda temah evtanazije in podobnih zadev. Gospod ima s tem res veliko izkušenj, tako da ste prijazno vabljeni na pogovor 26. marca, četrtek. Mislim, da ga bomo imeli malo kasneje, ker smo se malo pogovarjali, ne, da bomo zdaj srečanja dali nekoliko kasneje, nekaj pobud je bilo z vaše strani, da morda na 6. uro, ker tisti ta aktivni imajo težave, da pridejo na pogovore, ker so pač v službi do 4 in tako naprej. Tako da mislim, da smo se že za naslednjič že dali kasnejšo uro v program. Druga informacija je pa še ta, da me zanima, ne, enkrat smo šli že skupaj v narekovajih tudi pogledati film, zdaj je prišel en tak film v slovenske kinematografe, tudi v naš domžalski kino, še vedno Alice, je film o dementni znanstvenici, ki se sooča, spopada s tem, tudi eden od filmov, ki je nominiran za letošnjega Oskarja, predvsem pa glavna igralka je nominirana s svojo fantastično igro, tako da me zanima, če vas to zanima, pa bi mi morda v aprilu pa eno tako projekcijo naredili in s tem tudi
zakrožili to sezono, potem vemo, da pa gremo na vrtove, a ne, v maju in obdelujemo in si pridelujemo hrano in delamo še druge stvari. Tako da mogoče bi s tem zaključili pa v aprilu s takim srečanjem, vidim, da kar kimate. Tako da tisti, ki ne bi utegnili, greste lahko že zdaj gledati, film je še ene dvakrat že zdaj v kratkem na programu, potem bomo pa morda skupaj, pa bomo takrat še kakšen pogovor si zraven pripravili, da bomo morda v filmu še kaj rekli. Toliko bi bilo za zaključek. Jaz bi se v imenu vseh nas zahvalila dr. Preglu, da je bil z nami, da smo imeli, rekla, zanimivo možnost slišati strani enega vodilnih slovenskih strokovnjakov, kako vidi demenco, kako vidi vse to, kar smo lahko slišali. Hvala lepa, jaz bi se vam zahvalila s tem skromnim darilom, ki so ga pripravili soorganizatorji tega današnjega in vseh ostalih pogovorov v Domu upokojencev Domžale, naši prijazni gostitelji, ki nas pogostijo vedno tudi z kavo, ne, ker smo pač v Alzheimer kafeju. In pa mislim, da naš gost zasluži še en aplavz. Hvala pa tudi vam. Ja, najlepša hvala, bilo mi je v veselje in pa želim vam čim več lepih spominov.